Ali ćemo kar začeti? Pa daj, gremo kar začeti. Ja, nič, dobrodošli še na enem javnem pogovoru pod okriljem Slovenskega mladinskega gledališča in čestitke in hvala vsakomur od vas v imenu cenjenega gosta, v imenu SMG-ja, organizacijske ekipe, kot tudi mojem. Danes smo definitivno podarili nekaj rekord. Ponavadi so tisti, ki ste bili že prej potekala tovrstne debate, tovrstni pogovori tukaj v klubu. Danes je prvič tukaj. Okay. Upam, da vas ne bomo razočarali. Ne bomo vas. Skratka, moje ime je Erik Valenčevič in se vam še enkrat zahvaljujem za vaš obisk. Predvsem se pa zahvaljujem gospodu starejšemu z očali, tako mi je bil opisan na šanku, ki je nama dvema plačal prvo rundo. Tak rund bo še nekaj med debato, to naj vas ne moti, ne bodo to nedoščljivi. Če vam moram predstaviti današnjega gosta, potem ste verjetno na napačnem dogodku, tako da midva bi kar začela. Vsi ti pogovori nekako potekajo tako, namreč to ni tipičen ta nek intervju, jaz sprašujem in potem gost oziroma gostja odgovarja, ampak tukaj gre za navzkrižno debato, k sodelovanju, katere boste vabljeni tudi vi. V nekem dotičnem času samo dajte nama, da midva sploh ugotoviva, o čem bi se pogovarjala. Midva ponavadi se dobiva na eni pijači, začneva neko debato in jo potem nadaljujeva. Tako je bilo na zadnji v tvoji oddaji in tako je danes. Včasih se proti jutru tudi stepeva, ampak dobro, to je bilo enkrat, ko sva se spoznala, pa ne sva se stepela. Bilo blizu. Ok, gled, kaj sva rekla, kje sva že bila? Takrat pa sva pila kavo in se pogovarjala za tvojo oddajo. Ene stvari nisva dorekla. Ti si na eni točki si me pogledal in si rekel, pa dobro, ok, Erik, ampak jaz ne vem, ali sem levičar, ali sem desničar. Moja edina opaska nazaj je bila, pa dobro, je to sploh pomembno. Če je, zakaj naj bi bilo, če ni, zakaj ne, oziroma kaj te bega? Ja, bega me to, da mogoče obstaja nek konsens, da je to pomembno. Po drugi strani pa bega to, da jaz osebno razmišljam, da pri meni osebno obstaja nek konsens, da to ni pomembno. Da na neki čist osnovni ravni obstaja neka, po moje, univerzalna platforma, na kateri si želimo vsi bivati. Če si pač želimo bivati v nekem sozvočju, sočutju, sodelovanju, ne da bi s svojimi bivanskimi aktivnostmi povzročali zelo drugmu, potem je čist vsem klin, s katero aplikacijo uporabam, za to, če se lahko v tem telefonskem žargonu izrazim. Ker znam, da še eno preizkusiš, ne dela, ampak itak ne delajo te obstoječe. Se mi zdi, ta distinkcija, levi, desni, levičar, desničar, tako ful pa se, sploh nam vedno bolj usiljujejo te poenostavitve, tipa vsi, ki so leta, ne vem, da je pred Božičem glasovali na referendumu, so to ponovno desničari. Boljši, vsi kristijani so desničari, ni res, Že Jezus ni bil. Najmanj. Pa ni bil, mislim, spremljate, kaj papež govori, to je to, kar pač dejansko je pisalo v tisti knjigi, to je bila prvi kapital, Marx je napisal drugega. Ja. Tako da me tudi nekaj begajo in to, da se ti usiljuje to neko posploševanje in da se moraš nekako opredeljevati znotraj, bom rekel, po grobem dveh obstoječih opcij, od katerih nobena ne funkcionira in obe delujeta v, bom rekel, sponzoriranju od nekih interesov, ki niso mogoče obči interesi. Fuck it, to me ne zanima to pogledno. Kaj pa recimo ta teza, ki sva tudi mi dva enkrat predelovala, da nekako pokažemo, kako se da na tiste, na določene stvari v naši družbi, v našem okolišu, ki nam jih prodajajo kot samoumevne neke resnice. Kako se da z drugega vidnega kota, z drugega vidika gledati na te stvari in potem pridemo do presenetljivih zaključkov. Recimo levičarji, ampak kvazi levičarji v Sloveniji bi morali Janši pravzaprav postaviti spomenik.
Mislim, mi imamo srečo tu v Sloveniji, da pri nas ne kara skrajna desnica. Ne? Brez Janše, tako brezosebinski pa neaktivni levičari, kot jih tukaj gostimo že 25 let, ne bili mogoči. Mogoče so nas tudi zato je tvoja teza vsi fašizmi Evrope zaobšli. Ampak jaz bi bil previden, ne? Če se na železniški postaji na Zidanem mostu, na eni priljubljeni jutranji železniški destinaciji, karkoli zgodi, da ga sumljivga, na kar bi se dal dober medijski spin napeljati, se mi zdi, da smo tudi mi zelo blizu fašizmu. Ne? Jaz mislim, da je vedno pritlehen. Vedno je nekje, kjer grozi, da bo udaril kot neka nova epidemija, ebola, če hoče. Ampak, recimo, ne, gled, ker če... Mi živimo v neke vrste fašizmu. Ne? Ali se nimamo pravzaprav nobene izbire. Ne? Se imamo neko, pač, ne glede na to, kaj zberemo, se zdi, pa mislim, hočem poslušati, pa nočem, to bo v nadaljevanju razvila. Se imamo eno do konca servilno politično nomenklaturo, ne glede na to, kar se zgodi ukazi za, bom rekel, naš družbeni okvir, ki je zakonsko določen, neka pravila sobivanja, ki okvirjajo to, kako se bom jaz gibal od zjutraj, ko bom začel z zavestjo nekega dne do večera, ko bo končal, ne, izvirajo od tam. Ne. Če pa preveč pizdiš, ti pa trojko pošljajo. Dobro, ta 90 so mimo, ampak če gremo in morda pridejo nazaj, to je dejstvo. Ne. To, da imamo mi srečo, če lahko samo še malo nadalje izpeljem, zato da potem prideva do tega tudi ta demokracija, v katero pač ne verjameva, pa tudi mislim, da objektivno gledano nima več smisla, verjetno v ta ples v maskah vsake 4 leta, ampak pogledajte, kaj se dogaja v naši soseščini. V Avstriji, začnemo pri severnih sosedih, imamo neonaciste v vladi. Ne vodijo neonacist, ampak so pa tam prisotni. Hrvaška, gremo takoj na jug, mislim, da poznamo to zgodbo. Mađarska, zelo poznamo to zgodbo. Zdaj vidimo po volitvah v Italiji in tako naprej, kaj se dogaja s to ligo, oziroma Severno ligo, prej poimenovano. Če pogledamo vzhodno Evropo širše in tako naprej, probleme v Nemčiji, kjer je pač ta alternativa za Nemčijo trenutno druga najmočnejša stranka. Ampak to je etiketiranje, ne? To je podobna zgodba kot z Unionom Palaškim, ne? Okay, pa tretjim, Insiderjem, ne? To je vse del ene in iste korporacije. Zdaj, če pogledamo, Avstrijci ne živijo bistveno drugačnih življenj kot mi, ne? Pa bom rekel vse regije, ki si jih naštel. Ne glede na etiketo je bistveno, da ti na nekem področju vzpostaviš idealne razmere za družbeno-politično paradigmo, ki je prevladujoča, ki je pravzaprav absolutna in zoper katero ne gre ugovarjati. In ki jo na nek način perpetuirajo čisto vse politične opcije. Tudi če bi najbolj skrajno od naših levic, kjer je že to ta Mesečeva, ne? Levica. Izvolili, ne, da bi ravno tako gledali še vedno Audi, pa Volvo, pa Persil, pa Noje in da bi bilo to še vedno tisto, kar nas žene vsak dan, ne, da bi še vedno 5krat na teden po 10 ur odhajali z doma za to, da bi pravzaprav servirali tem korporacijam, ne. Ampak se to je pokazalo, in vsem reka, nam vlada populistan, da si reče on, da je izmerno lev, izmerno desen, da je Kurz, Berlusconi. Ampak gled, se to je Siriza pokazala v Grčiji, ne se spomnite, to ni bilo toliko dolgo nazaj, imeli so celo referendum o tem, da zavrnejo pa zahteve tako imenovane trojke, torej Evropska centralna banka, IMF, pa Evropska komisija. Se spomnite tudi tega, da v parlamentu niso znali našteti te trojke, res so bili zmedeni, to je Gačič naredil za Studio City. Ampak hočem reči, ko je Siriza prišla kot neka, kot se je govorilo, prodajalo pač v evropskem medijskem in sicer političnem prostoru, da je skrajno leva opcija, a niso bili takoj poteptani, se popolnoma vseeno kdo povlada. Ja? Točno to, ampak bi ti pol izhajajoč, če izhajava iz tega, bi si upal recimo trditi, oziroma kakšno bilo tvoje mišljenje na sledečo trditev. V Sloveniji še nismo od pač leta 91 imeli iskreno ali pa leve vlade. Jaz pa vem, kaj bi iskreno leva vlada pomenila.
To, kar nam prodajajo, recimo, socialni demokrati so levi, pred njimi LDS, levi, Desus levi, direktor so levi. Kje pa? Ne, to je to etiketiranje, vse ne, oni so pač, vedno so vzpostavljajo neke idealne razmere za interesno skupino, ki je pomagala izvajalski ali pa izvedbeni skupini na oblastne. To je ta bullshit, ki je vse prisotno, ne. In tukaj ne vidim nekega pretiranega optimizma. Oziroma, nimam ideje, ne, kako iz tega izidne. Zdaj, kako rečemo, s pomočjo medijev. Kako bomo mediji? Ne? Zdaj, kako funkcionirajo mediji? Ne? Mediji temeljijo na laži. Ne? Gremo začeti s pivom. Ker pijemo pivo. Ne? Recimo, neka pivska korporacija najame aktualnega James Bonda, da statira v njihovi reklami na čovnu, to je reminiscenca, ne, film, ker je bil še Sean Connery, in on se pele s čovnom in to naredijo tako, da posnamijo njegovo glavo na blue screenu, pa jo pol umestijo tja, ne, in on zato pokasira 18 milijonov evrov. Se pravi, produkcija cele te laži, ne, stane 50 milijonov evrov, ne, 50 milijonov evrov za idejo, da boš ti, če boš lampal ta pir, postal globalni alfa samc, ne, ker je totalen bullshit, ne, ta ideja nagovarja neke, bom rekel, plebejske semelki holike, ki so fani fuzbala, ki lahko v lifeu zamenjajo ženo, fuzbal, klub, kaj drugega pa ne. To je to. In kdo pa razpečuje to laž? Mi mediji, ki smo v službi resnice in si zato celo podeljujemo neke bullshit nagrade. Ne? Zdaj, zaprimo pipco kateremu koli mediju, ki bo rekel, ne, jaz pa ne bom ideje, da če piješ pivo, postaneš James Bond, več prodajo. Pa lahko tisti, ki so tam zaposleni, samo še po resnici sami sebi govorijo o resnici. In kako bomo na tak način izvedeli resnico? Na spletnih forumih. Jo bo David Icke povedal. Jaz sem prepričan, da Heineken Davida Icka financira. Zato da rečemo, teorije zarote, to je kuščari. Glej, ampak to imajo ljudje danes radi. To so se tudi prepogovarjali, recimo na nek način, da danes prosperirajo, lahko se reče populisti, demagogi, ampak v osnovi ljudje brez vsebine. A smo prišli že do te točke, da danes zmaga obraz, imamo ga tudi v Sloveniji, vsi veste za njega, ne? Trenutno vodi po anketih. Skratka, brez vsebine bo pa to najmanj škodljivo. Ampak če pogledamo, ne, to je delovalo v Ameriki, to deluje marsikje v Evropi, mogoče bo tudi pri nas. Ne bi si upal tu špekulirati, ampak vseeno. Trend je jasen. Ja, ne vem, koga imaš v mislih. A tvojega kolega z radija, Šarca. Je hecen model, ne, pa najmo je osupnilo to, da itak se poznamo tam s hodnikov. On je bil tak domiselen fant, tako res jih je stresal z rokava, dobro ponašalc, improvizacijo je imel. Tako, pejte si poslušati stare radio Gaga izvedbe. Skratka, človek ima občutek za, mislim, ima feeling za analizo, ne? In ima feeling za kritiko. Ampak v trenutku, jaz sem ga povabil, čim je razpisal kandidaturo, pride k meni v kravati in on je zdaj politik. To je Šarco po naši Fergusona, da je vsaki, če to v liftu počel. To prve potreka štuka Fergusona naprej Janšo, kar si hotel. In to lucidne ideje. Ne, tega on ne počne več. In je bil, on se je zavezal politični korektnosti, skratka temu nekemu leporečenju brez kakršne koliko vsebine, ker verjame, da bo s tem prosperiral. In mogoče je to ta Big Brother efekt, ne? Če ste analizirali te resničnostne šove, kdo prosperira. Tisti, skratka, ponavadi, ko pride popolnoma brez stališč, potem pa se sprot prilagaja druščini, ki pravzaprav s pomočjo teh plačljivih SMS-ov regulira njegovo usodo oziroma njegov obstoj znotraj te zgodbe. Ne? In tako mogoče tudi populisti funkcionirajo. Ne? Pa dobro, mislim, Šarc se je predoval, če odpovedal se humorju, zato da bo postal slaba šala na našega človeka. Ne, še ena stvar je pomembna, kako populist funkcionira. Ne? Zajebanje bi populist, ne? Ker ti moraš, recimo en dan moraš reči, gasilce je treba vse pobiti. Ne, ker so javni sektor, pazi, ne?
Aha, ok, dobro, z tega vidika, pa ne. Drug dan moraš pa ti reči, gasilce je treba graditi, ne, ker nas je presenetil žled ali pa 30 cm snega ali pa... Ne, in tukaj treba biti previden. Skratka, idealna pozicija je, da si tiho in da se sprot prilagajaš okoliščinam. Neke generalne predpostavke, ne, kaj ti hraniš s tem, ne, ta neka mala sovraštva, človeški egoizem, pa to so pa itak standardni vsem populistov. Ne. Zato imajo mogoče, pa se ne vem, imamo kakve leve populiste že? Po mojih čakamo, ne? Kje? Mislim, imamo jih, ampak na katerih družbenih pozicijah misliš? Ja, na močnih. Močnih. Pa ne, recimo, gled, v Sloveniji, ne, jaz podpišem po mojem 90% stvari, ki jih predstavniki levice v parlamentu predlagajo. Ne hodim na volitve in tudi za njih ne bom šel. In grem še korak dlje, ne, jaz njih vidim, recimo, pa brez, da bi bil kritičen tukaj, ali pa neki pasije razpoložen do njih, ne. Tu vidim neko dolgotrajno vlogo take comfortable opposition, udobne opozicije. Kako bi tisti sošolci z gimnazije, ki so rekli, da stari fuck off šola, prešel van, pa je dobil eno neupravičeno, pa smo se vsi strinjali z njima, pa vsi smo ostali tako. Što je ta pozicija? To je ta pozicija. Če največje faca v razredu. Ne, ampak, veš, mislim, če imamo ali jih nimamo, to je zdaj že vprašanje. Pa dobro, mislim, mnenja od vsakega posameznika do posameznice, ne, ampak da imamo ideologe oziroma demagoge, populiste vseh vrst. Ne. Prej mi je bila všeč ena stvar, ki si rekel, ne, ki bi se lahko nakazovala na to. Vračamo se k nekemu obdobju, v katerem je človeštvo že bilo, tam je 2000 let nazaj, ne, v obdobje, ko bomo iskali odrešenike, ko bomo iskali mesije, mogoče. Ne. To po mojem že ves čas, ne, odkar človeška mizerija obstaja, ne, iščemo neke odrešenike. Neka druga je bila, ne, ta usporednica s srednjim vekom, ne. Da pravzaprav, kako funkcionira današnja družba, jaz v tem ne vidim zelo velike razlike, ne. Skratka, še vedno imamo ta one-to-many broadcasting, kljub temu, da smo pomreženi z milijon temi aplikacijami, ki omogočajo, ne, da mi komuniciramo v neki strukturi mreže, ampak pustimo to, ne. Opa, hvala. To je bilo dobro za nas. Težko, jaz se obrečujem, ampak težko je tukaj, se obrečujem izrazu pizdi to čez probleme v sistemu, kot je tako servirano. Upam, da ne bove spadle hinavce zdaj v očer, prosti Petra, nadaljujem. Ja, ne, kako je izgledalo življenje v srednjem veku? Tam si prišel na tisti mestni trg, ne, tam je stala neka, recimo, cerkev ali pa katedrala in ti si vstopil. Ne, in predstavljal si čas brez nekih dizajniranih podob, brez nihče ni prav, ne, ti si vstopil noter in si bil tisti vitraž, na kjer je bil upodobljen hudič gor in si se dobesedno usral. Veš, ti nisi imel doma ene fotografije, podobe, ničesar. Skratka, ne, prvo ta efekt, aha, strah, ne. In potem ti je fajmošter 1 uro v latinščini. Nekaj govoril, česar sploh nisi razumel. Aha, torej, veš, jezik teh, ki razumejo, zakaj gre in skrbijo za tvoje dobro, je popolnoma nerazumljiv. Ne? To zgleda v našem tudi novinarski diskurs. Ne? Ko se Erika Štular javi iz Brusla, jaz polkolca naštekam, čakam, da mine in se nadaljuje. Ne? Ampak, ne, potem je pa fajmošter v lokalnem jeziku, pa pridi go prepraviti. Ne tega, ne tega, ne tega. In to so bila pa jasna, konkretna, koncizna navodila za življenje. Ne, in kakšna je ta resničnost danes, ne, pravzaprav ni bistveno drugačna. Kako, bom rekel, pozicije moči komunicirajo z nami. Mogoče malo bolj kompleksno, malo bolj, ampak se mi zdi, da smo več časa pod njihovim nadzorom ali pa izpostavljeni njihovi propagandi, ki so bili pa ljudje v srednjem veku. Ne. Analogija s Štularjevo pa hodečem je fenomenalna, ne vem, če se strinjam, ampak gled, oziroma ne s duhovnicom se prečujem, ja, ampak
Ja, kaj jaz vem, ne? Veš, kaj gre meni na živce, ne? Pa to me tudi zanima, bom pobaral naju oba dva kasneje izval s vprašanjem. Ja, postajamo zadrti ciniki, ne verjamemo v parlamentarizem, demokracijo, ljudi marava, pa ne marava, kaj povem, to so slabi znaki, ampak vendar, niso, ne? Pa kaj, je greva razdelati enega za drugo? Ajde, parlamentarizem, po mojem mnenju, to resnično ne deluje, ne bom dodal k temu nič več drugega, kot ta ples v maskah vsake 4 leta. Kaj pa ti meniš, recimo? Strinjaš, ne strinjaš, ne prajuješ? Tukaj mislim, tako, en del mojega srca upa, ne, da bi se zgodil nek čudež in bi to stvar pognal naprej, pa bi temu lahko rekli evolucija, ne? In velik del mojega razuma pa prav, da to ni mogoče. Sem definirati, zakaj ne, zakaj se ti zdi, da vendarle ni mogoče. Smo preveč opeti v ta sistem, je postal preveč, nam še vlada ta pomembna inteligenca, da je ne prepostavljena. Hočem reči, da neumetna inteligenca, ne, pa se to si imel ti, to je tvoja teza, da še nikdar nismo imeli nekega območja tako bogato okupiranega, kot imamo v Bruselju okupiran s korporativnimi lobisti, na primer, ne, ampak se od tod izvira vse, s čimer smo dnevno soočeni, ne. Pravzaprav, ko zjutraj odidemo delati, kar pač počnemo, ne, počnemo zato, da bojo imeli oni na koncu profit, ne. Zgodba je jasna, ne. Ko pažgemo naša okna v svet, ne si bo to katerikoli komunicijski kanali, so spet oni tisti, ki imajo vse filtre v rokah, ki pravzaprav investirajo v propagando. Ne, zakaj se v laž investirajo milijoni in milijarde in ne v resnico. Še tukaj je nemogoče. Ne. In zgodba s tem, kdo bo zmagal na prihodnih volitvah, je popolnoma enaka. Ne. Tisto, kjer se bo več investirati. Tudi mislim, da človek, ki bi dejansko imel željo spodnesti to paradigmo na en cool način, pa ne mislim spet v smislu revolucije, ker nisem zagovornik revolucije, tako kot ti, ne, da bi se požgal. Da jaz res bi okamenjal. Ne, sem bolj na strani evolucije. Dobro, ok. Se zdi, da je ta evolucija inhibirana ravno s tem. V redu, sem posva pa na točki, kjer se pa lahko začne. Demokracija inhibira evolucijo, evo, to je to. Ok, ampak da smo pa zdaj na točki, kjer se pa lahko res začne debata, v kateri ne bova niti slučajno verjetno imela istih pogledov. Ampak ok, praviš o evoluciji, prosil bi, da sam to za razumevanje, da bo tudi publika razumela, a jaz v končni fazi, ne? Kako ti smatraš, recimo, govoriš o družbeni evoluciji, socialni evoluciji, kako si ti to predstavljaš, ne nujno v pogojih mizernih dan danes, ampak sicer? Recimo, predstavljam si, kako bi vzpostavili neko družbo ali pa neko kritično maso, ki bi prevrednotila aktualne vrednote. A veš, mi se danes samo delamo, da so neke naše vrednote, v resnici pa niso. Ne? Mi rečemo, aha, resnica je ful vrednota. Ne, pa ves čas živimo v laži in pravzaprav podpiramo laž z našim načinom življenja, ne, z našo participacijo v tej zahodnjaški materialistični paradigmi. To je ena stvar. Ne. Druga stvar je, že zdaj sem že zašel, kaj sem to reči? A je ta laž, v kateri mi živimo, po tvoji razlagi, a je to ta laž, da recimo, trudim se razumeti, ni nobenega sarkazma za to pripetega vprašanju, ampak a je to ta laž, da smo recimo svobodni, ker to recimo kvazi omogočajo različni kanali kot formi in tako dalje. To je bila laž, ki je bila vezana na resnico, ne? Zdaj govorim na vrednote, ne? Rečemo, otroci so naša vrednota, ne? Zakaj smo pripravljeni za materialne stvari porabiti, ne? Če gremo zračunati, ne? Mi smo 5-krat na teden, recimo, ok, jaz ne, hvala Bogu, 5-krat na teden po 10 ur gremo z doma, ne? Gremo se udinjati nekam, ne? Zdaj, koliko od tega časa dejansko mi zabijemo za svoje otroke, ne? Če so nam največje bogatstvo, ne? In koliko od tega časa zabijemo za druge stvari, ne? Se to se da preračunati, ne? Je kdo dober računar tukaj?
Dobro, ampak misliš, da ni bilo vedno tako? Danes se hodi delati na javni radio, včasih na tlako, kaj pa vem, mislim. Mislim, da tlako, ki zdaj gremo lahko nazaj, ne? Meni se zdi, da ključna napaka se je zgodila tam nekje par kmetijski revoluciji, koliko je bilo to 10 000 let nazaj. A veš, takrat, ko se začel kopičati presežki, jaz imam pa več repe, ka sosed, zdaj bo mi to izmenjala in rabila nek trg in so bila mesta in mesta so potrebovala institucije in institucije, in potem rabila smejte, ampak to je bilo rojstvo birokracije, če berete knjigo Diamonda Steel Germs and Guns, to je čudovita analiza tega. Ne pa rojstvo mest, pa posledično držav, pa pol nacionalnih držav, itak preživeti koncepti in kar se mene tiče nekaj. Ko bi ti poimenoval ta sistem, v katerem mi živimo, recimo demokracija? Gremo na to drugo točko, ko so rekli, da ne verjamemo več v te stvari. Kako poimenovati ta sistem? A veš, sorry, Erik, ampak že tvoje vprašanje je mogoče malo napačno, ker ti tako s takim žarom rečeš demokracija, ne? Kaj da bi kdaj demokracija funkcionirala? Demokracija mogoče lahko funkcionira v nekih malih sistemih, ne? Mi smo pravzaprav neka družba z blazno centralizirano oblastjo, ki je niti ne vidimo, niti nimamo na njo vpliva. Ne? In vse, kar je te podsistemi, ne, na katere mi kao lahko vplivamo, ne, so ena totalna farsa. Ne? To me moti. Ne? Če bi bil sistem transparenten, ne, ta centralizirana oblast, in da bi dejansko mi lahko na njo demokratično vplivali s tem, da bi razumeli vprašanje, se znali v skladu z našimi vrednotami, ki bi bile res naše, ne pa implantirane, odzvati na to in to korigirati, pol ok, ampak. Sama vidiš, kako je v takšnem sistemu, ne, zdaj smo dovolj rekla o tem, ne smeva postati kot tisti duhovniki srednjega veka, da nas bojo ljudje težko razumeli ali pa sploh, ne. Ampak, kako je v takšnem sistemu sploh mogoča kakršnakoli družbena oziroma socialna evolucija? Dejansko ne zadujemo. In zakaj jaz mislim, da bo prišlo do revolucije? Zaradi tega, ker je neenakost v svetu trenutno in nima veze. Včasih smo gledali tako imenovani nerazviti tretji svet, pa razviti svet, pa so bili tukaj veliki razmaki. Danes vidimo, da je to vse skupaj stopljeno v eno in isto mizerijo. Obstaja takšna neenakost na svetu trenutno, kakršna nikoli v zgodovini človeštva oziroma človeških civilizacij, da od one repe, od onih pol naprej, ni obstajala. Pa smo imeli suženstvo včasih. No se ni, da je izkoreninjeno v celoti, ampak vendar, kam to vodi? Se veš, jaz imam problem že z revolucijo samo. Pa se prav, se zaradi tega, ker revolucija praviloma ne prinaša dobrih stvari. Človeštvo je človeštvo. Ko si ti rekel, revolucija je priložnost za nizkotneže. Ja, se misli, da ja, no. Mislim, kaj bo zdaj z revolucijo naredil? Skratka, ljudje, ki jim je glavna faca, ne vem, kdo je ta fuzbaler, recimo Neymar, recimo, ne? Ljudje, ki jim je glavna faca Neymar, bojo naenkrat rekli, meni je mar, in bojo tam drveli po cestah, malo bojo oblastnike obešali za noge, dekapitirali in drug dan se bodo prebudili v nekem stanju nič, ne? A veš, kako že rekel Milan, ne? Jutri je nov dan, ne? Danes so dovoljne sanje. Pa kaj bojo? S čim so opremljeni? S kakšnim programjem so pa opremljeni ti ljudje, da bi se jim lahko potem po tej točki nič, ko so osvobojeni spon, ne? Ki so zdaj vezali desetletja, kaj bojo? Kako, ne? Kaj boš naredil? A bo Neymar, predsednik vlade? Mislim, bi lahko bil, če bi dal na glasovanje. Jaz se gled, roko na srce, če bo Šarc. Ne. Dobro, malo se. Šarc je zdaj farsa obstoječega sistema. Greva midva nemala revolucija izvedena. Ne? Vsi ostanejo brez glav, ne? Ostane samo še neskončno morje plebsa in zdaj oni rabijo spet neko obliko demokracije, da bodo izvolili nekoga, da jih vodi. Ne? Pa jim pol ponudiš Neymarja, Ronalda, pa mogoče koga, ki malo šteka, pa ga sploh ne poznajo, rekel, kdo je to, kaj je to, kje je on za Domžale igral, ne, ni, ok, adijo. Problem ima spet, ne? Post-revolucijski problem. Pa še vedno zgodovini je bilo tako. Potem je ponavadi nek brko ali pa z brado, nek tip pa s čudnim pokrivalom in začne ljudi
ki štekajo z vlakom nekam voziti, čim dve stranke, karavnica, nizke temperature ali pa. Da, s tem futbalerjem pozabil sem, že meni je fantastično, ker zelo kratko mislim, da odhajam v Liberijo in moram nekaj se naučiti o tej državi, nekaj aktualnega, in ravno kar jim je zmagal nek futbaler na predsedniških volitvah. Ker je bil taka faca, da ne pustiti tega ekonomista, itak je prodana duša, da imajo prav, ampak mislim, futbalerja bomo dali. Ne, pa se to je film, pa s tem vedno začnem težiti, film Idiocracy, sicer bedni film, da ima idealno nastavljanje. Tam je predsednik ZDA, pol postane nek temnopolti wrestler, s pol mišicami. A dobro, če pogledaš Trumpa, ne? To je to, da. Ne, me že... Ampak, kako dobro je nastavljena ta zgodba tam, ne? Veš, da ti potrebuješ neko blazno faco, da upravlja, pa se to je kot vsak drug, ne? Ne, zakaj bi rabo odrešenika, nekoga, ki se cele dneve sekira. Si predstavljaš, recimo Janša, in tak, pa žal mi je, imaš tudi na levici, ko on je res čudovit primer. Ne? Si predstavljaš tipa, da je on kdaj rekel tako svoji ženi, baby, pizda super pasa. A? Ne, jaz se ga tudi ne. Ali pa, ne vem, wow, le koliko je lep dan, gremo malo ven s proci in kroke. Ne. Novo leto je, pogledaš na Twitter, on že rdeča kamarila, lepe čez spomne, to je non-stop. A veš, že to, da mene kot nekega slehernika, ki sem pač zelo nek demokratična številka, tam, ki pritisnem, nekdo spravlja v pozicijo, da je vse skupaj toliko kurcev, da jaz potrebujem tipa, ki bo 24/7 se samo sekiral. Mi je tako malo bizarno. Čeprav mogoče ima pa ravno on prav. Ne mislim se lahko zadelesiš, nima. Lahko zberemo cel kup psihiatrije. Se mi, da so podobna, tukaj jamrava že koliko je. 36 minut. Jaz se ga pa predstavljam v raztrgani trener, ali pa ponošeni trenerki na zelo finem usnjenem kavču, kak tvita in se res ne meni za nobeno od stvari, ki si jih ti naštel. Ampak, glej, tudi to gre, ne gre za podcenjevati moči pač tudi teh kanalov, ne, preko katerih, recimo, načrtno dostopajo do mladih, pri njih zastrupljajo z nekim sovraštvom, predsodki, ksenofobijo, to bo naslednje volilno telo. Se Janša ve, da njegovo tradicionalno, če hočete, volilno telo umira. Jaz živim zraven Vrhovnega sodišča in sem jih gledal na teh protestih vsak dan v 5, bolj pa vsak četrtek v 5 in je meni popolnoma jasno, ista stvar, ki je jasna njemu. In jaz bi njegovom primeru počel na Twitter. No, pa se ima tam je vzgojil par. Je. Sama, veš, to, kar sem prej prodajal, da imamo srečo, da ga imamo, ne veš, to je ta stvar, ne, kdo tukaj najbolj razbija levico? Ne, gremo še na drugo stran. Treba je tudi levico malo požati, ne. Gremo. Tam imaš pa te primerke, ne. A veš, hočeš poimensko, pa nočeš? Ne, nočem poimensko, hočem neko situacijo, ne, veš. Zgodi se nek zaplet, ne, in potem je treba, recimo, hecen mi je bila ta zgodba o temu Ahmadu, ne, seveda, si frajer ne zasluša vseh svoboščin in pravic, ki mu pritičejo, absolutno, ne, ampak pol se vedno nalima in kup ego šminkerjev na to zgodbo, ne, in tam se ob tla mečejo in počnejo, ne vem, kaj, in s tem da se spet oddaljujejo od neke temeljne ideje. Ne? Jaz sem kaj pa drugega preostane, jaz moram spoštovati ljudi, ki so 5 in pol zjutraj šli pred ta zimni dom. Jaz nisem šel, veš, to je ta stvar. Ne si to pogledam, ker jih spoštujem, ampak se mi zdi, da obstaja saj še 12 takih stvari, za katere bi bilo vredno 5 zjutraj ostati, ne pa jih ni. Pa ne mi zdaj reči naštej. Ne bom. Ne bom. Ja. Mogoče niso medijsko tako slikovite, ne? Vem, ampak veš, kaj je bilo meni tisto, kar mi je zelo veliko povedalo o tej družbi, ne?
Jaz sem zelo upet, kar se tiče Ahmada. Sem ga tudi spoznal in ko sem dal roko, je bila roka prav tisto drugače mi je bilo, ko dam roko nekomu drugmu, ki ga tukaj spoznam v Sloveniji, vodi si z filmskega sveta nekega. Zaradi tega, ker jaz sem v njegovi državi preživel nekaj časa, pa Bližnji vzhod širše. In mene so ti ljudje vedno zelo toplo sprejeli, s tem, da so v nekaterih primerih tvegali življenje. Jaz upravičujem, če to zveni malo tako dramatično, ampak je res, pa ne bomo šli v te primere. Ampak potem pride pač človek, oziroma pridejo ljudje, pride cela masa ljudi, nepregledne množice, hoče iti sam mimo. Končno smo lahko razumeli, zakaj je Slovenija tranzitna država. Ko so nam vedno govorili v nekem gospodarskem smislu, si moral biti takrat na meji. Mene mi gremo sam ne prije v Nemčijo. A veš, kaj ti hoče reči glede Ahmada? Jaz se spomnim takrat, ko sem gledal, opravičujem se, ko sem spet Janša omenil, ampak on je to izrekel, jebi ga, ne morem zdaj, če bi bil nekdo drugi, bi njega imenoval, drugega človeka. Ampak projekt slovenske levice je ta, da se v državo pripelje 200,000 migrantov z namenom raznarodovanja Slovencev in na ta način bo slovenska levica vladala državi forever. Zakaj, da ti govoriš, pa ti si super, lik, ampak na koncu se je vseh teh 200,000, ta okupacija džihadistov, islamistov, sreducirala na enega človeka, za katerega je moral Branko Grims v Odmeve in tam raznaga, da predstavlja neko jebeno grožnjo tej državi in obstoječemu ustavnemu redu, razumeš? In to je ta majhnost in zadrtost te Slovenije, ker tudi ta zgodba, ko so ljudje videli njegov obraz, je odtehtala ali celo pretehtala tisto številko neotipljivo 200,000. Kaj svojim kot, ne? Ja, mene kaj nam to povedal? V vseh teh zgodbah najbolj osupen, da bom rekel, ta popolna odsotnost kakršnega koli sočutja. Da smo to sposobni, po vsem, kar smo v polpretekli zgodovini doživeli, bom rekel, in kot narod, in kot Evropa, se mi zdaj tako popolnoma surrealno, in sem rekel, evo, idealna prst za posevk kakršnega koli fašizma. To je to, ne. To, da se je pol zreduciral na Ahmada, je v resnici skozi njegovo usodo seveda tragično, ampak skozi našo skupno usodo pa tragikomično, ne. Ker gre za isto zgodbo, 200 nam jih je spizdilo dobesedno, ne. Zdaj ostal je eden in še okrog tega velika drama, ne. Super, da imamo Brankota, ne. Branko loši svoje jahane škornje zdaj doma v svoji izbi. Enkrat jih bo mogoče obleko. Na rajt hoze. Si ga vabil dal katerokoli od svojih pogovornikov, da bi se kaj ne? On je super. Ne, on je ne komuniciral. Ne, jaz sem že takrat na studiju Sitic enkrat Janšo vabil, ni bilo nič. Nazadnje sem hotel takrat že s tem prvim zapletom, ki ste ga imela ta Mahnič, in takrat je bil še pol talent, ne, še ni bil tako izrazit bukser, ne. Skratka, ko sta imela v Beli hiši tisto zgodbo z Black Tie, tako, kot tega frajera moram jaz poklicati. To je bil še predn se je on postal obrambni minister v Senci. In tudi ni jebo, ne, rekel, da ne. In potem sem na stranko poslal in sem rekel, da ne. In potem sem došel na Twitter in se še Jane zaprosil, ker on mi sledi, sva kul. Neč ni bilo. SDS te je blokiral, Jane še ti pa sledi. Ja. Prosim, z mano je delo to, jaz bi rad z vami, to blazno veliko pove o tej, kako je ta strankarska hierarhična struktura organizirana. Zdaj, jaz ne bi tukaj SDS-a posebej izpostavljal, čeprav je tako, je pa najbolj komično transparenten, ampak po mojem se z večjimi ali manjšimi ljudmi, ki posod dogajajo podobne stvari. Skratka, imaš neko glavo, ne? In potem imaš pod to glavo generale in potem kdo je pod generali počinil, ne? Se pravi, te ljudi, ne? Ja. Majori, polkovniki, ne? In kaj ti ljudje počnejo, ne? Te ljudje z leti
počnejo tekmovati o tem, kdo bo prej pomislil tako, kot pomisli maršal. In zato te strankin profil prej blokira kot vodja. Skratka, tam imaš eno sprego nekih napol paranoidnih norcev. Ob tem, da nisem v življenju res enega političnega tvita spisal. Res se pač ne obregujem, ne komentiram, brez veze se mi zdi. Dobro, sem ti ne veš, ali si desničar ali levičar, oziroma nočeš biti nič od tega. To mi je jasno, nekaj, to mi je resnično jasno in to resnično spoštujem. Ampak po njihovem mnenju očitno levičar. Ja, ne, to govoriš o strpnosti predvsej, veš? Tako da to ne gre mislim, to ne gre v neko sozvočje z akordi, na katere oni igrajo. Pam, odličen predložek, Erik. Ne, ker oni zato, ker je divje netočen. Oni sploh ne razmišljajo na način, da jaz ne bi pasal v njihov diskurs ali pa da bi ne bi ponucal kot podpornik ali pa to. Jaz sem ne zato, ker govorim o strpnosti. Jaz sem njihov naravni sovražnik zato, ker pač nastopam na poziciji javnega medija, ki pa itak Hanzi TV. In ga je treba ukiniti in je treba gledati Nove 24, kjer 16-letnice pred srednjo zdravstveno sprašujejo novinarke, ja, pa ko pridejo te, a pa ste dali burko gor za v šolo, pa to puno, ja, bom pa dala, če bojo rekli, ne. In to je bil eden od pomembnejših prispevkov, glej si ga na YouTube, ga imaš, ja, ko novinarka, ja, ko pridejo in boste, ko bodo zahtevali ta nikab oziroma burko, kako se boste odzvali, no, ne vem, če bom mogli biti v šoli, bom pa dala. Moj največji argument proti islamizaciji, mislim, oziroma proti paranoji glede islamizacije je sledeče, da se ga strniti v en stavek, oziroma dva. Glej, tudi tisti, ki so tukaj zavedni verniki, torej kristjani, katoliki, ne grejo niti enkrat na teden moliti v cerkev, torej v nedeljah, a molili bomo pa 5-krat na dan, če pride ta ekipa. Jaz mislim, da tudi ta ISI zelo ocenjuje pač razvajenost evropskega predstva. Podajmo poštani. Na to nimam odgovor, ampak drži. Ne, sej religije, kako ste že rekla? Kaj smo rekla? Prej smo marsikaj rekla, tudi glede religije. To sem jaz rekel. Aha, recimo. Ukinitev religije pot do Boga. Mimo grede, to tudi, ali si vedel, da to tudi vahabiti pravijo. Da, to je to ta šola, to je ta Saudska Arabija, Katar in vse te scene, ne? Pač ne, prepovedati vse šole islama, ne, daj neki, valjda vem. Ker ti ne rabiš iti nikamor moliti, zato da bi imel osebno vez z Bogom. Ampak, da vas šokiram nadalje, oziroma nasmejem, kakorkoli, Jezus je isto rekel, mene najdeš pod vsakim kamnom, kaj ti bo neka hiša, neka ustanova. To so te, in to je neka temeljna resnica. Ja, mislim... Če se odločiš za to pot, meni se zdi, da se tudi hotel bi to debato nekam drugam speljati, pa ne vem, če bo uspel. Ampak da ni, da vsaka, bom rekel, identifikacija s čimerkoli, zna biti škodljiva ali pa čudna ali pa zlorabljena, ne? To je preširoko. Je preširoko, ne? A je preširoko, da zožem. Ti se lahko identificiraš z znamko Adidas kot recimo hip-hop skupina Run DMC v 80-ih letih. Okay. Lahko se identificiraš z neko določeno ideologijo. V obojih primerih se strinjam, da si pač zlorabljen. Lahko, potencialno. Ne? Svetonazorska, kot se jim ponavadi reče, prepričanja, s katerimi operirajo vladajoče elite, če se definirajo z leve oziroma desne, pa pravzaprav niti približno niso svetonazorska, so v prvi vrsti izključujoča. Ampak ja, svetonazorsko na tak način, kot ga ti omenjaš, je bolj neka statistična kategorija. Mene zanima, te ljudje, ki v
zakristiji nekega koncepta, ki se imenuje po Kristusu, ki je relativno brezmadežen in tip in nek prototip nekega hipija, zbijajo neke četniške džoke čez islamiste. A je to sploh človek, ki ga lahko svetonazorsko opredeliš kot kristjana? Ne? Da si ravno vsako nedeljo tam visi, da je mogoče celo scout. Ne, pa da hod na te, že po končanem verouku, hod na te srečanje odraslih, kjer ob akustični kitari brenkajo v Sveti duh pri divane. Ali pa 6 naci džokov razbijajo v redu domov, ne bude brez veze. Že poznam tudi podobne levičarje in poznam tudi... To je butl, ne, on sploh je pač svetonazorska tabula rasa, ni opredeljen. Ima pa pravico. Da, najboljše so te stvari, ne, ko se, recimo, ampak zdaj, jaz nisem nastrojen proti vernikom, moji prijatelji so v glavnem ateisti, različnih barv, ideoloških, muslimani, judje in kristjani. Tako da jaz do vere in vernikov načeloma res nisem podcenjujoč, razen da radikalno dvomim v tiste tekste, ki jo, kako lahko vi to verjamete, mislim, da je neka skupina šetala 40 let od El Ariša na Sinaju do Jeruzalema, ko sem šel po tej poti in je to 3 ure vožnje. Se bavim. Veš kaj ti hočem reči? Mene vodi sam to. To so zgodbe. Dobro, kako so še to metafore? Metafore, ne? Dobro, metafore, mislim. Pa mi imamo že veš koliko 1000 let probleme zaradi teh metafor. Nihče ne pride, papež tudi ne pride, papež govori dobre stvari. Čakaj malo. Ne reče, to so metafore. Erik, ostal si. Da boš lažje razumel, pa 40 let poti, si predstavljaj tole. Recimo, da Janez vrata, kar si na tihem želi, ne? In postane tako panevropska faca. Novi zveličan. Štekaš? In Ihan, recimo, postane novi Vatikan. Kako se bodo čez 2000 let brali te teksti? Wow. Da, te ekipe delajo stvari na dolgi rok. Kako je apostol Branko šel, ne vem, v dražbo še povedati Kučanovo, za Bičkovo skalo se je podredilo povsem drugače. In tako je bilo. Kaj še lepo? Štiri citat mi je všeč, da danes, ne pobam, da spet ne žalim nekih verskih čustev, danes je citat avtorja, oziroma avtorice, to sem pozabil ime, ampak danes ne bi imeli 3/4 problemov, če bi 2000 let nazaj v Jeruzalemu obstajala tudi vsaj ena umobolnica. Kaj rečeš? Kaj porečeš? Mislim, ker danes jih de facto imamo, pa še vedno generiramo probleme. Jaz mislim, da je citat napačen. Ja. Ne vem, če imam odgovor na tole. Veš kaj, gre za en citat, ki sem ga hotel prej reči. In je bil v navezavi s tem evolucija, revolucija. Ne? In je popolnoma brezpredmetno, kaj si jaz želim ali pa si ne bi želel. Jaz veliko krat rečem v šali, da revolucija in tako naprej. Dogmatik absolutno nisem. Ne? In kot nekdo, ki hodi v vojno od 2003, je ne bi gledal tukaj, res je ne. Ampak je en citat, ne, ki nikoli mislim, da ni dobil svoje dodatne razlage. Ne. Reče se, zgodovina se ponavlja. Ne. Tukaj bi jaz dodal zaradi tega, ker se ljudje ničesar iz zgodovine ne naučijo. Se kdo ponavlja zgodovine? Ne. To ni nek cikl, kot neka evolucija, recimo življenje se po vsakem masovnem množičem izumrtju obnovi. Tukaj gre za neke druge stvari. In jaz mislim, da smo zdaj na pragu pač ponavljanja te zgodovine evropske, ki jo narekujejo njeni notranji demoni. Izpred 100 let. Antisemitizem je zamenjala islamofobija. Veš? In te stvari, ko enkrat grejo preko vseh meja, privedejo do podatkov, bom dal samo enega in prepustil besedo, recimo nasilni napadi zoper istospolno usmerjene v Veliki Britaniji so se od Brexita povečali za 6-krat. To je ta poanta. Islamofobija se ne bo končala pri islamofobiji. Ne bo se končala niti pri gejih, lezbikah in tako dalje.
To gre naprej, to pride pol do tistega naslednjega citata, na koncu so prišli po mene, pa ni bilo nikoga več v ulici, da bi dve. Ja, seveda, ne, veš, ko situacija postane tako problematična, pa tako zagatna, ne, da jo lahko rešijo samo še odrešeniki, ne, takrat potem cilji upravičujejo vsa sredstva. Ne. Jaz mislim, smo zdaj v zadnji fazi in to je ta faza odrešenikov. In naprej je pa korak v tam. Korak v neznano. Neznano, ok. Dobro, znano je zgodovinskih učbenikov, ampak ne. Kaj pa, če se zgodovina ne bo ponovila? To bo prvič. Na nek način se zagotovo bo. Ampak če sva, recimo, malo konstruktivna, greva je malo konstruktivna, če ne res izpade, prebacimo načinamo. Gled, Marx je pisal o odtujenosti, na delovnem mestu, skratka, grozoviti pogoji industrijske revolucije v 19. stoletju. Situacionisti so pisali v 60. letih prejšnjega stoletja o odtujenosti. Skratka, zaznali so začetke neke potrošniške družbe, ne, kjer ljudje pač kupujejo instant srečo, ki jo tudi jaz občutim, ko kupim, ne, ki mi je popolno, ne bom tukaj sedel pred vami kot hinavc. In zdaj imamo odtujenost, ki bi jo jaz pomenoval pač ta tehnološko visoko razvita, dovršena, če želiš odtujenost, ne, kjer vsakdo lahko izrazi svoje mnenje, bodi si preko Twitterja, ti verjamem, da si Miha Šalek ali na Twitterju, mar si kdo nima. Potem imaš anonimne forume, kjer ljudje pač govorijo in se pogovarjajo in prepirajo ali pač strinjajo z ljudmi, ki so ravno tako anonimni, kot so oni sami. Sedaj, teh mnenj pa nimajo niti možnosti udejanjiti ali pa s temi mnenji karkoli narediti izven teh formov, dokler seveda ne prije do nekaj mnenja. Tudi mnenja so, ne vem koliko spremljaš, tudi mnenja so relativno slaba. V glavnem gre samo za ponavljanje nekih, bom rekel, ready-made mnenjskih produktov, ki jih ti pobereš iz svoje najljubše ideološke platforme. Tudi to je ista zgodba. Verjameš v fuzbal klub Barcelona in nož se ša, ne? Ja. Verjameš v nekaj in potem razpečuješ popolne neumnosti v tem imenu. Ne? Tako zelo malo je misli, ki bi te utegnile res premakniti. Se to mislim, da vsi poznamo in se glede tega tudi jaz stalo strinjam. In če se kdo ne bo tek malo dobili priložnost, da ugovarjate, ker bomo odprli besedo za spoštovano publiko, ampak kako prebiti potem to odtujenost, ki je, ponavljam, v trenutnih razmerah vedno bolj dovršen. Kaj lahko ljudje naredijo? Tisti, ki bi radi nekaj naredili. Iti na volitve voliti, ne vem, Cerarja, da ne zmaga Janša, da Šarca, da ne zmaga, ne vem, sploh dozdaj. In tako da, kaj? Mislim, kaj je ful težko razmišljati, a veš spet, a verjameš v to svoje vprašanje? Ja. Mislim, a bi si res želiš zvedeti, kaj bi ljudje radi? Se zdi, da ljudje res vemo, da bom prvo osebno doživljeno, kaj je dobro za nas. Na kolektivni ravni se gotovo. Ja, a res vemo, kaj je point tega, da obstajamo. A res štekamo, kakšen planet in svet želimo zapustiti tistim, ki prihajajo za nami. A res štekamo, da zato, ker sem si jaz kupil pocen ubice Svarovski iz kristali za 75 €, so ga najebali 3 otroci tam nekje na vzhodu. A sploh vprašati ljudi, kaj bi radi? Ja, sem za božjo voljo, pol pa zveniš zelo podobno tem propagandistom neoliberalnega kapitalističnega sistema, ki trdijo, alternative pač ni. Greva razmišljati, tudi če bomo tiho 5 minut, bojo potrpeli. Ne bo. Bomo delili vino, ne pa Jezus. To imaš vino. Imaš vino. Malo, se še bilo. Glej, ne, ampak, a veš, mislim, ne, vprašanje je, lahko ga mešamo s tem, da špekuliramo o tem, kaj bi se znalo zgoditi. In s tem, kaj bi bila tvoja pričakovanja ali pa najboljša možna pot iz tegale obroča in odtujenosti, in sistema nadzora, in vse laži, ki mislim, da si jo večkrat zelo dobro, lucidno in koncizno definiral. Ja, mislim, kaj je bila pot iz tega, ne?
mogoča pot. Ne, poti ne poznam, ne, mislim, pot je sigurno, ali pa naša naloga je, da tako kot je ta filozof Desjardins in teozof, tudi pater, ne, rekel, da napredujemo v smislu vedno više cerebralnosti, skratka, da nimamo korenin zgolj v tem materialnem in materialističnem, tako kot nam je prizgojeno, ampak da neka krošnja napredujemo tudi v nekem duhovnem smislu. In taka družba, bom rekel, prebojenih ljudi, sočutnih, bi sigurno dajala drugačne rezultate kot skupščina nekih materialističnih egoistov. Zdaj, kako do tega priti, je pa drugo vprašanje. Ne? A bi bilo to sploh prav, ne? Ker zanč, ko sem enkrat na radiju to debato s folkom in tako rekel, pa kaj zdaj ti težiš, če 90% ljudi pravi, da je tako cool, pol je tako cool, jebi se ti, pa je drugam, če ti paše, odsel se na Mars. Dobesedno, ne? Zdaj, če imajo ljudje na matični plošči naloženo tako programe, da je to, tega bo preveč, da je to, kar živimo, ne? To, znotraj katerega brez upora obstajamo in dovoljimo, da se to nadaljuje, da je to prav, ne? A bi bilo sploh etično tem ljudem na silo spreminjati programi, ne? Recimo, če govorimo o programski revoluciji, onkraj giljotine in bolj to. Kaj ti misliš? Dobro, giljotino pustimo nekje obstala, što morda nam pride prav, ne veš. Ne, ampak to so dobra vprašanja, ki jaz recimo zbadam svoje prijatelje, kolege, prijateljice, kolegice in tako dalje. Ok, vi ste za multikulturno, oziroma, ko se reče pravilno večkulturno, pač družbo, strpnost in tako naprej. Ampak, glej, mi moramo razumeti eno stvar tukaj. Večina volilnega telesa v Sloveniji je konzervativnega. In to je dejstvo. In če mi zdaj govorimo o strpnosti, naj spoštujemo torej mnenja nekoga drugega, ne, ki je proti bodisi istospolnim porokam, ker verjame pač v to, da je proti in tako dalje, tako so ga ali so jo naučili. Ali naj bomo mi strpni do tega, naj bomo razumevajoči do tega, naj to sprejmemo, ako smo mi strpni. Kljub temu, da to njihovo prepričanje seveda izključuje pravice drugih ljudi. Ma da resno ne vem, zakaj bi se kdorkoli hotel poročiti. Mal mi, ne da me moti, super mi je, da izpostavljaš te primere, se popolnoma strinjam in tudi sam sem na stališču, da te stvari ne bi smeli nikogar motiti, ne bi sem pa briga me, kakšno vrsto konsenzualne ljubezni in partnerstva, kdorkoli prakticira, dokler je konsenzualna v tem, da vidim čisto nobenega problema in se mi v resnici sploh ne da o tem pogovarjati. Ampak recimo, izpostavil si zdaj ne odnos do istospolnih. Ampak mene, veš, to je tako kot tista debata o drogah. Tam malga sem zanče enkrat, ne vem, to bilo 2 leti nazaj, danes ste govorili, o drogah smo govorili. In kar vam je povedala učiteljica, rekla je, da pač je trava vstopna droga za te trde droge, ne? Zdaj, pa alkohol pa cigarete ste pa omenjali, ne, tega pa nismo, ne. Veš, ko me moti, ker se mi zdi, da je za vzdrževanje družbene paradigme, ki jo živimo, ne, da so bistveno bolj od odnosa do istospolnih partnerstv, pa to pomembni drugi vidiki naših bivanj, ne. Veš, kaj nam pomeni, kaj je vredno? To se mi zdi, da je zgolj neka skrajna posledica, ki bi tako moralo ostati preživeta, zakopana in brezvezna. Ampak se mi verjamemo tudi druge nebuloze, bom rekel, druge koncepte, ki mogoče bolj posredno generirajo raven toliko ali pa še več trpljenja, ne? Pa jih vsakodnevno prakticiramo. Veš, kar si gotoš kaj dodati, prosti? Ne, nič. Aha, gledaj. Samo bi moral, ne vem. Kar se tiče pač te duhovnega razvoja, jaz to razumem kot nekdo, ki je obseden tudi znanostjo in jaz bi znanstvenike postavil za vse voditelje držav, sem bolj, ne bi se mogli ukvarjati z znanostjo. Skratka, evo, se najbolj luknjo takoj. Ampak, gledaj,
Jaz mislim, da bi do duhovnega razvoja prišlo samo, če bi prebili, tako kot ste prej rekli, za religije, isto ideologije, ki so vse skupaj anemične zaradi toliko krvi, ki se je preteklo v njihovem imenu in tako dalje. Ne? In vemo, da te poti vodijo v slepe ulice, oziroma bodimo bolj slikoviti koncentracijska taborišča ali množična grobišča. Ampak potem razmišljam, glede tega duhovnega nekega prebujanja, nekaj, kar je res nujno potrebno človeštvu, ker mi izgubljamo svoj lasten planet. Veš, to je ta stvar. Ne? In razsvetljenstvo se je zgodilo kdaj? Takrat, ko je bil res odmik od nekih takratnih ideologij, takrat, ko je bil odmik od religij in tako dalje, ko se je človek postavil v center nečesa, ne? In postal posameznik. Ampak, a veš, da je razsvetljenstvo vodilo v nove zločine in tako naprej, dalo obraz novim stvarem. Tako da jaz ne vem, če je človeštvo, mi pa govoriva na kolektivni ravni, recimo, kaj ljudje v Sloveniji ali pač Evropi hočejo, ali zaupamo ljudem, da bodo znali priti do pravih nekih rešitev, glede najbolj elementarnih stvari, kot je pač sočutje do sočloveka, skrb do sočloveka in tako dalje, a veš. Ampak vidimo, da ne gre, kaj šele na ravni človeštva, a veš, to je ta stvar, ne. Ker sem jaz ne negativist, to me bega, da anarhista to poslušam, ne. Dobro, ne bom zdaj Grims. Ne, mislim Grims nujno anarhist. On mislim, da bi rekel anarho-islamist. Ampak, zato sem se gledal. Ne, zato ker super, ne, ampak ta vprašanje še vedno tako izvirajo temelječ na te paradigmi, da mi rabimo neko centralizirano oblast, da mi rabimo neko platformo, neko idejo, nek razvojni koncept, ne, ki nam bo. Če to razdrobimo na eno dovoljšno mikroraven, ne, se lahko tudi kot male skupine organiziramo. Ne, samo te male skupine morajo imeti pa, po mojem, med seboj nek generalen dogovor, ne, kaj ja, pa kaj ne. Če bi a veš, ne, tako tudi nacionalne države so preživete, ne. Itak, v to skrbi za to. Što sem se večkrat vprašal, pa še, veš, imaš islamofobe, homofobe, bosancofobe, ne vem kaj, ne. Veš, kaj pa, ne, tako, jaz pa se veliko ukvarjam z našimi nacionalnimi folklorizmi, ne. Pa imam rad ljudi, pa rad imam tudi svoje Slovence, ne zato, ker so Slovenci, vedno, ko začnem gledati pa skozi to kolektivno, ne, skozi ta najnižji skupni imenovalec, ja, jaz ne vem, če mi ved, kdo toliko na kurac, kot mi gremo sami sebe. Kaj sem potem, ne, spet? Tudi to se mi zdi preživeto, ne. Po mojem, če bi se po vonju mehčalca organizirali med sabo, bi imeli to več smisla, kot sicer. Kot temu, aha, ti imaš pa to krvničke, aha, ampak bi en tvoj prednik uskokne, tako da nisi čista prav. Preživeti koncepti. Ali pa ne doživeti do konca še ne. Jo, upam, da je ta prvo prav preživeti. Ne, res. Jaz tudi, ampak sem se popravil. Mislim, dobro, ampak se ni čudno, razumeš, da veliko ljudi, kaj povem, morda vključno z nama dvema, ne smemo biti polni predsodkov tudi sami, ampak se mi zdi, da kot opazujem, da se trudimo objektivno, ma seveda skozi subjektivno prizmo. Zdi se mi, da je večplastna kriza identitete postala nekaj normalnega. Absolutno normalnega. Kakšno krizo imaš v misli? Pa kaj pa vem, greva se dotakniti tega slovenstva, lej, ti, ki se oklicujejo za domoljube, so najlažje tarča, ko ti vidiš koliko odstotkov Slovencev oni in Slovenk sovražijo, od akademske sfere do novinarjev, do družbene, civilne družbe in tako dalje, do levih strank, to vidiš, da ti veliki slovenski domoljubi imajo radi tako ene konstantno 14-15% ljudi Slovencev. To je svet sam po sebi, ampak... Jaz upam, da manj. Kako? Jaz upam, da manj. Ne, ankete vedno kažejo 14-15%. Ne, to domoljubje je itak farsična zadeva, ne,
če ti pogledaš nekako, veš, kako uspe nekomu zreducirati zgodovino nekega na nekem območju živečega živla, imenovanega nacija, na nek gang z neko harmoniko, z nekim cvetjem, ki se pne z tega ganka in z nekim jožetom potrebuješ in kot spodaj, kako je fajn, ki je traven zelen, pa je sti ob meni poja, veš, mislim, fuck off, ne, to ni to, veš, mislim, vse imamo tudi kot Slovenci, ne, če že moram biti v nekem trenutku Slovenci, bogatejšo zgodovino, posameznike, ki so dosegli več, ki bi bili lahko referenca, ampak se pravim, te skupni imenovalci, ta, veš, čim želiš v preveliki množici poiskati nekaj, kar jim je skupnega, je vedno jebeni problem. Zato bi jaz živel v neki gorski vasi, mogoče bi bil ti župan. To bi bila zelo zanimiva in zabavna 2 meseca. Pa še 30 ljudi, ne? V sosednji vasi za hribom bi bilo pa še 30 ljudi, ki bi malo drugače razmišljali. A veš, da sem slišal, ti veliko hodiš po Sloveniji in te zanimajo, te zanima ta bit, lahko ga imenujemo folklore, periferije, to jaz ne mislim kot nek slabšalnega, sem iz Ilirske Bistrice. Ampak veš kaj, me zanima, jaz slišim, da problemi so predvsem tam, kjer so hribi. Vsaka vas na svojem hribu. In jaz gledam Brkene iz svojega balkona, ono vem, o čem govorim. Medtem, ko recimo, kjer je Prekmurje, ne, če pogledaš romsko problematiko, Dolenjska, problem, Prekmurje, super. A je možno, da nas jebejo hribi? Neke ideologije in sranja za to, da se eno, ampak veš, kako gre to skrivanje. To je res zato, ko so ti vaški shodi in tako dalje. To je veliko sovraštvo. Jaz sem vedel primere podobne samo še na Bližnjem vzhodu. Pa to neke zanimive teze ima tale Alois Han, v eni knjigi, da se že pozabil, kako je naslov, ampak ja, da je to naš problem in prednost mogoče, ne, sigurno smo malo drugačni zato, ker nas loče te doline. Jaz o tem ne vem, kaj dost, ne, ampak ja, ne, tudi se veš, se tudi dialektov je včasih v eni dolini, vsaka vas drugače govori, ne. Jaz bi rekel mogoče samo še eno glede domoljubja, pa recimo levice konkretno, nekaj, kar res zamerim levici. Takšni in drugačni, pa seveda tu ne mislim socialnih demokratov pa Desusa. Pa tudi ne levice, stranke v parlamentu. Ampak že samo tem pojmu domoljubje, da je govori. Kaj to pomeni, da ljubiš dom? Pa za moje pojme, recimo. Koga moraš ljubiti, kadar ljubiš dom? To sem se vedno v tem... Veš mi tudi reče, moraš biti domoljub, ali pa ti pa nisi dovolj domoljuba. Ja, ampak nacionalizem in domoljubje sta zame osebno 2 popolnoma različni in sta 2 različne stvari, ampak hoče najče prepoznavam v svoji glavi. Ok, to me zanima. Glej, za moje pojme je levica, nasplošno družbena levica, naredila eno od večjih napak, pa vsaj napak, ki jih resno zamerim, to, da je prepustila besedo domoljubje v uporabo tistim, ki propagirajo rasistične in velikokrat nacifašistične ideje. Zame so bili partizani domoljubi. Kako za vraga mi dovoljujemo ljudem, ki zagovarjajo kvizlinški sistem na območju naše države, takrat neke republike in tako dalje, pravico sploh do uporabe besede domoljubje. Mimo grede, mene je neka zveza domoljubnih društev Hervardi tožila, zato, ker sem v Mladini v članku Koalicija sovraštva, po katerem je bil tudi film z istim naslovom, zapisal 2 stvari. V osnovi so rasisti in morali bi sprejeti neko družbeno normo, po kateri bi njim morali prepovedati uporabo besede domoljubje. So me tožili, sem zmagal, ampak hočem reči. Ampak je pa to definitivno, kak anarhist, kak levičar, ko imaš ob sebi ljudi, ki so še to besedo prepustili, ne prodali, ne zakockali, ne jo izgubili, ne pozabili na njo, prepustili. Ja, problem je, ker pojme vedno uzurpirajo.
pa ne dovoliš jim. Se to je, da što je to domoljubno? Ne, se tudi, če se vrnemo nazaj k te večno žgoči in pereči temi prave umestitve partizanstva, prave umestitve v odnosu do neke sprave, do tega povojnega obdobja. Veš, se stvar je fucking totalno enostavna. Ne? Veš, stvar, če recimo, jaz imam noro zanimivo družinsko izkušnjo s tem, in bi najprej rekel, predtem bi jo začel razlagati, da je to tragična zadeva, zajebana zadeva, ki jo približno sočutni človek lahko oprem samo z mislimi, ne se ne zgodi nikoli več. To bilo po moje samo to besedilo sprave, ki je ključno. Zdaj to, a veš, redukcija tistih nekih 17-letnih dolenčkov, ki so se z belogardističnimi uniformami tam preganjali po gozdu na neke kvizlinge, pa spet redukcija partizanov na absolutne junake je bullshit, ne, pa prihajam z partizanske familije, vsi moji stari fotri so bili partizani, ne. Ampak noben je bil pa komunist, ne. Pa dva sta po vojni pocinkani, kar sta končala, tako da je tudi te stvari treba zgledati z neko pieteto in večplastno in predvsem se jih ne sme uporabljati za kopanje dnevno-politične municije, ne, nikdar več, to dobil pa zelene pike, če to počne levica ali pa desniča. Zakaj misliš, da se mi še vedno s tem ukvarjamo? Zato, ker je to najcenejš, ne? Ker je to še neka polpretekla domovina, vsi imamo stare ate pa stare mame, ne? In kje boš, ne? Ti moraš v tem času, kjer eksces prevladuje nad neko informacijo, ki bi ti lahko kakorkoli koristila, pač skrbeti za nekaj tazga, in ker se v zadnjih, ne vem, 80 letih ni zgodil nič bolj polnega krvi, sperme in ne vem česa še, ne, je to Vsi vidiš, kako je zdaj, že vsak let veš, ne, zdaj bo dražko, še zdaj se bo začel, ne. In samo čakaš in začne, lažko še in tako naprej, ne. Samo kritika na najno in vse naslednje... Najbolj patetičen moment je bil, se spomniš enega momenta, kjer so, tisti je bil tudi super kretenizem, to je bilo par let nazaj, Sveti Jošt nad Horjulom, so nek, mislim, da voznik prve vaške straže obeležili tako, da so te Brankotovi fantiči pač nategnili neke mlade dečke, še nespolno zrele, da so oblekli te belogardistične uniforme. Sem videl fotografije, da. Sem videl fotografije, ampak, ne, še bolj zanimivo je bilo pa, ko si zvečer prižgal dnevnik, ne, in je potem poročevalke z dnevnika lučaj stran, ne, tako dejansko se je videl, tam je bil nek tak napol beden shod, ne, Janez je govoril z nekega manj kamiončka, z nekim čudnim ozvočenjem, tam so stali neki skinheadi, čudna situacija, oni mladički v belogardističnih uniformah, ampak v šumi, ne, je bil pa nek partizanski spomenik, ne, tam sta bila pa Pirjevec pa Darko Štrajn s partizanskimi čepicami. A ti štekaš? Istočasno. Pa vsaka čast vsem skupaj sodelujočim. Vsaka čast vsem skupaj, sem je to okoliče. Ne, ma dobro, sem Miha, kaj to pove o nas, torej o najni generaciji, nama dvema, in vse generacije, ki prihajajo... Ne skrbi, da sta dva akademika sprejela to delitev, ne. Pa dobro, ko jebe, ako sta takrat tam stala, jaz ne vem, v mojih očeh, ker naenkrat nista več toliko... Nista stala, ne, borila sta se. Borila sta se. Pa ne, gled, sam... Ja, okej, preden rečem, to bom še nekaj rekel, ne, gled, meni gre sam, to sem jaz ne parkrat s kolegom Matejem Šurcem, ki je predstavljal knjigo Prevarana Slovenija, smo šla dosti po Sloveniji, prejšnje leto. Veliko veteranov vojne za Slovenijo, kajti knjiga govori o tem obdobju, je prišlo, pa tudi veliko partizanov. In meni je bilo super se pogovarjati z njimi, razumeš, da sem rekel, a vi ste
ki so super ljudje, marsikaj naredili. Ne? Ampak zakaj vi hodite v Dražgoše, pa kjerkoli se že obeležujejo ta grozodejstva ali pa zmage in karkoli vmes? Zakaj hodite tja in dvigujete praporje pred novodobnimi kvizlingi, ki so prodali to jebeno državo, od Pahorja, do kdorkoli vam pride tam povedati 15 minut neko glupost. Ne? Zakaj vi to počnete? Vi boste kmalu umrli. Vi morate biti nam zgled, vi ste svoje naredili, ne iti z tega sveta na tak način, ker se vas bomo potem spomnili. Zakaj to delate? Ne? Veš, da ta priča je izpeta do amena, ampak hočem ti reči eno vprašanje in gremo stran, da teh partizane, demokracije, kdo je pa, če je pa karkoli nepotrebno, iz vidika najne in tako, kot ponavljam, zdaj že tretjič naslednjih generacij, ki prihajajo, je, glej, mi vemo, da smo ga ne jebali. Mi bomo plačali račune za ekscese odprej, ne iz Jugoslavije, ne v družbeno v celoti. Pokojnine, dajo, tam gledam neke relativno mlade ljudi, tako da istega vsi ne jebali, a tudi mi smo ga, kontite vi to. In zakaj? Kaj to pove o nas, da se mi enostavno, neko organiziramo, naredimo trojke, gremo požgati par stvari, da to tudi pride, mislim. Ampak zakaj ne dosežemo v tej družbi, v kateri bi morali imeti neko težo, glede na probleme, s katerimi smo soočeni, nego se davimo s temi brukami iz leta 45, pred majem, po maju, in tako dalje, pa tudi leto 91, prosto. Danes so sanje, jutri je nov dan. Lep dan, vse je bil lep dan. A ni bil slab, ampak sledi arktična noč. Kao zima prihaja, ta bruka, razumeš? Zima lahko traja več 10 let. Ampak, veš, mislim, in to sem hotel prej speljati debato, to smer, ta alienacija, ki jaz to vidim, razumeš, Twitter je, koristno orodje, ljudje si članke koristno. Mislim, ima potencial. Ampak 140 znakov je danes vrhunec orgazmiranja. In pa jaz sem nekaj odgovoril, pa jaz to podal, pa to mnenje, pa ne vem kaj, pa brez veze. Da gremo reči nekaj konstruktivnega, prej mi predam besedo, ker naj bojo strgali. Ne, če lahko na vse to sam repliciram še tudi odgovore, pravzaprav na začetku enkrat nisem to rekel. To je preprosto se čez 5 sledila denarja veliko več keša investira v lažko v resnico. In tukaj je to, ne. In to je namen. Vzpostavili se nas kot take, ne, in kot taki smo servilni temu in kot taki smo nemočni, da bi karkoli spremenili. Ne. Kako ven, ne? Pojmo. S Twitterjem. Matrica. Ta film je bil dober, zdaj mi pade na pamet. Poskušam si naslikati to špranje, wow. A ne, ampak torej smo spremenjeni, ampak imaš prav. Imaš prav, v tem filmu so ljudje baterije, ki napajajo nek sistem. Mi smo pa tudi svinje na farmi, ki napajamo nek sistem. Veš, čeprav se delajo. To smo vse opisala prek tega centralizirane oblasti, oblastnikov, ki so sponzorirani strani tistih, ki imajo interes od tega in interes služi, oziroma vsi mi služimo peščici, ne, in s tem so pokazala tudi ne obstoj Boga, ne upam, da ne. Če je to resnica, potem je to hkrati tudi dokaz, da Bog ne obstaja, ampak ker verjamem, da obstaja, verjamem, da to ni resnica. Torej neka pot mora biti, nekaka pa je pa pojma in bolj. Na volitve bo šel? Ne. Si kdaj šel? Sem. Jaz to. Bom priznal, da sem bil polnoleten in se šel voliti Desus, kao da vse oni se borijo za naše pokojnine. Jaz sem vam leta 2004 Janšo zgolil. Si res? Ne brez emocije. Ja. Se ti na zamere, 12 let LDS-a je bilo vrh glave. Ja, vrh glave. Prikazal neko tako človeško podobo, da niti ne bo to tako slabo. Joj, dobro, okej. Prav se ne veš, kdo je te večni zdaj. Ne, pa mora biti Desus nam bo dal pokojnine, Janša bo človeško pot v zdravstvo. Pač, rastemo. Misliš? Ja, mislim.
Mislim. Govorimo na ljudeh, ne kolektivno. A gremo na vprašanje, prosim? Dajmo. Veš kaj, ker oba dva sta strastna kadilca, tako da moram odkljukati te zadeve. Odkljukati se upravičujem, to je bilo zelo nespoštljivo. Bom začel še enkrat. Zelo veseli bomo kakršnikoli komentarjev, mnenj, kritik. Jaz bi samo en komentar še podal. Razmislite, kdo bo prvi dvignil roko, prva je najtežja, to vem, vmes pa prosim. Veš čas sva govorila neka družbeno-politično vprašanje. To človekom, jaz že 5 let ne gledam poročil več. Aha, morda ne bo vprašanje. Tako, moj cilj je, tako. Povej. Ne, sem to. Pa se kaj, a je potem to svoboditev? Ma ni, kje pa. Ne. To je zanikanje, to je glavo pesek. Čakaj, sem neko si spremljati poročila, to mi danes že drugič razvališ, ne? To ne bi bilo, to je nek napredek, torej. Mislim, jaz sem spravil televizijo o Maronu. A je morda, a si neko gleda televizijo v istem času, ko si odkril, oziroma šel na Twitter? Ne. Prej že na televiziji. Moral sem probati. Televizije nimam že nekih 15 let, ampak to je čist takih razlogov, ki se mi zdi, da neki ta prostor družinskega sobivanja ne more biti organiziran okrog tega ideološkega aparata, nekaj televizija. Tudi otrokom škoduje, če nekam. Pa se imamo celega fuka teh aparatov, kjer se dnevno napaja. Ampak jaz sem včasih res bil hardcore, jaz sem spremljal, to je bilo zjutraj, zajtrk. Jaz, ko sem svobodnjak, imam čas, ne, in Hrenovka, Slavko Bobovnik. Ne, in pol sem nekaj trenutku, ne, pač vsem petek soboto, ne, Mladina, sobotna, večer, objektiv, sem nehal s tem. Pa dobro, to je ena faza v, bom rekel, lahko rečemo odraščanju, oziroma bolje bi bilo, veliko bolje bi bilo, če bi rekel, osmišljevanju sveta. Saj moraš. Ma kaj pa vem? Misliš, da ne? Ja, kako bi pa sicer, recimo, ti prišel do tukaj, kjer si zdaj? Ma to je bolj obupa, veš, znaš tega Toroja bral, tip je tam sred 19. stoletja ali pa druga polovica, šel v neko šumo tam v Valdanskem jezeru in je govoril o podobnih stvarih, o kjerih mi pa govorimo, oziroma razmišljal, tako da to je stara stvar. Sploh ne vem, ko sem ga bral, a ne me to navdaja z upanjem ali z obupom. To je tako tista, ko so skašali, so osla postavili pred dva identična kupa sena in je potem umrl od lakote, ker ni vedel, katerega ne je. Še dobro, da imamo šanca. Prosim. Kaj? V bistvu ni toliko vprašanje, kot mogoče komentar na, a se nam zgodovina ponavlja, zato ker se nismo nič naučili, pa zdaj, a se res nismo, ker eni se iz tega naučijo, oziroma točno vejo, da pelje recimo v vojni profite. Torej, ni nujno, da se nismo vsi, eni so se zelo dobro, ne? Mogoče so tudi oni tej, ki generirajo pač ta obrat. Točno to, ja. Mislim, neki generirajo to, da se stvari vzdržujejo. Tako, ja. Ja, seveda, jaz sem prepričan, da ne želim uporabiti tega izraza, ampak mi zdaj drugi nepamet ne pade, da te elite, ki pravzaprav perpetuirajo to stanje, v katerem smo, da so se izučile, da so se izmojstrile, da so tudi vso tehnologijo, ki nam je na razpolago, upregle v tone in informacijsko in pač na vseh področjih v to, da pravzaprav njihov položaj obstaja in da se ta statistika doma kaj od česa vzdržuje. Ali pa še ena na revolucijo oziroma evolucijo, mislim, da ni tukaj izbire, da je ali, ampak da je pač po nekem stanju resne take stagnacije oziroma pač nekaj, ne vem, naprimer, neko obdobje, v katerem smo zdaj pa še se slabša. Mislim, da je imena Lisej Barton, kar je revolucija, ki je za sabo absolutno potegne pač to, recimo, ne vem, kot ste prej rekla, da so neka
sabo tudi slabe stvari, ampak recimo, da postavi za neko obdobje maso, torej narod, v stanje nekega v stanju iznesenosti odnosno, kot da je to neke vrste sedativ, da lažje preživi neko, oziroma da preživi neko obdobje, ko ne opazi še teh ljudi, ki že iz odspodi že vzpostavljajo pač recimo ta profit, oziroma ta vojni profit, kjer se bo cikl spet zaključil. Mislim, da je po vsaki revoluciji mogoče pač ta stopnja evolucijska na recimo bolj izpopolnjeni nevredni tehnološki in recimo nekakšni pač že fazi. Se prečujem, a vsi razumete to ali podajamo mikrofone, če se oglaša, kdo je sprve, ste samo iz obzirnosti? Mikrofon. Mikrofon, ok, bomo, se prečujem moja napoj. Ja, ne vem, jaz sem že prej rekel, da imam z revolucijo problem, ne, da pač zdaj ti, recimo, nisem informativ, ampak ko se reče, ko sprazniš računalnik programe, da ga formatiraš, tako, ne? Da ga sformatiraš. Ne? Zdaj, vprašanje, kaj boš naložil sem gor? Kdo bo? Ne? Še vsaka revolucija je vedno prišla z neko ready-made ideologijo, ne? Kjer se je najdel nekdo, ki jo je najprej razpečeval, ustvaril dovolj veliko kritično maso, s pomočjo te kritične mase izvedel revolucijo, po revoluciji nastavil sebi bližnji ljudi, da so izvajali program te platforme. Zdaj, tukaj jaz vidim manjši problem, no, v revolucijah. Ja, ali pa ni. Pa revolucija... No, edin, če bi izvedel, ne. In v bistvu se je aparati zgodzavi že Ja. Te, ki so se naučili zgodovine. No, poparabimo mogoče evoluirano revolucijo, revolucijo na višjem nivoju. Ja, sigurno, bravo, to je to. Nekje med mano in Erikom. Pa našla, ne, okay. Za tiste, ki niste slišali, predlagana je bila ideja, ki je preveč utopična, da bi se kadarkoli udejanjila, lahko pozabi. To je evolvirana revolucija. Je to bilo to. Pa da, to in tam, ja, to je to. Dobro. Bi bilo lepo, ne bo nihče valjda tako trdil, da ne, ampak. Ok, bomo slišali, pravi. Če najprej nas... Čakaj. O evolucija ali revolucija v svojem mnenju? Kako? Evolucija, revolucija v svojem mnenju. Ja, zdaj... V čem ne, ali ne povem o evoluciji moje mnenje, ali na svoje mnenje povem o debati, ki je bila. Speri eno. Da ima nas sprašvati, nismo mi komisirali. Sama snajdeva. Še lažje bi bilo, če bilo mikrofon, ok. Si tam? Lahko. Ne, da me slišijo vsi, ne. Razno, če se deri. Edino, kar moramo tukaj spoštovati, to velja za vse, je to, da smo v komentarjih ali pa kakorkoli kratki, ker to ne bo trajalo večno. In moramo spoštovati, da imaš še kdo kaj izobrašati. Tako komentiraj, izvoljevo. 1 minuta. Ja. Ok. Da nam kar razkazam. Mislim, danes je bilo slišati, meni debata je bila zanimiva, sicer je bilo pa veliko negativizma, ampak premalo pa iskanje rešitev, ne. Zdaj, kakva bi bila evolucija, ko pogledam svojo družbo, s katerimi se družim, noben ne gleda medijev, noben nima problemov sploh s politiko, ne. Torej, tisti, ko gleda politiko, kdo bo sredotočen na slabo, bo pač najde slabo. Kam jaz mislim, iskanje neke politične opcije, ki nas bi rešila, to odpade, ja, se strinjam. Kar pa moramo narediti, pa mislim, da moramo kot posamezniki prvo na sebi najdeti zdravje. Recimo primer, ljudje grejo v zdravniku se pozdraviti, poskrbeli pa ne bodo za sebe. Najdeti srečo, čeprav nas o tem naučijo, kako biti srečni, najdeti bogatstvo, pa čeprav nas sistem uči, da moramo delati 10 ur. Čeprav so druge rešitve. Konc koncev najde tudi ljubezen do sebe pa do ostalih. Kar jaz mislim, da pač je nekaj, da moramo prvo narediti na sebi. In glede na to, da smo kle sami mladi, ne, starega konja večina, 90%, po 30 let, starega konja pač težko naučiti nekaj novega, ne. Nas mlade pa mislim, da bi šlo, ne.
če pa čisto na dolgi rok pogledam, samo še to, mogoče ne naši otroci, mogoče pa otroci naših otrok. To je to. Hvala. Svojite svetu, svoj post Bože. Hvala, ti ne slabo, ne, bravo. Ok, prosim, kom. Moram nam potem nič za to, ne. Sem prišel zato, torej lep pozdrav vsem prisotnim in predavateljema, ker sem strokoven. In me zelo zanimalo, kako mladina misli. Zakaj me to zanimalo, ker ne gledam televizije. Nisem odavde in ne gledam. Gledam Mezo, narode, poslušam Mezo, ker vam razbaha. Gledam včasih Arte, ker sem Evropejc. In včasih pa nicht Deutsch, pa ich bin auch. Gledam Dreisat, ampak samo, kadar je še oddaja o literaturi. Jaz ne gledam televizije, med 30 let. Sta mi zelo všeč, me veselijo mladi sploh še kaj mislite. Jaz sem pa iz multinacionalke sem šel, švicarske multinacionalke, jasno. Ki se imenuje Novartis, ko prije za mene pogled, ne multinacionalko mene, moj muzej, ki se ukvarja z znanostjo, zgodovino informacije. Je v Novartisu, ki ste moj nekoč rekel lek. Ta muzej namreč. Zelo sem vzel, vas še enkrat pozdravljam, malo da prijeti k meni, jasno. Ampak ni bil za hodno povedati. Veste, moj šef, ko sem ga spoznal, je rekel, zdaj v penziji, je rekel, da ima on ženo in da ima ona čudovit dvojinski slovenski odnos, intimen in tako. Ne vem, zakaj to vem govoril, in se ga nisem hotel posiliti. Kakorkoli že, to mi je povedal, potem je pa povedal čez 10 let, da je on srečen, da dela, veste kje, v Spaceu. Jaz na svojo slovo, že zdaj, kaj če. To je 20 ljudi, 25, 30, vsi se gledajo, se vohavajo in so v Spaceu. To sem hotel povedati. Nehajte govoriti, pod to ne doma, čas reče, o raznih zarotah, pa elitah, ki vladajo. Ne vladajo vam, otroci moji, sami sebe vladate, samo od tega še veste ne. Spaceu nam naredili zato, da kaj delamo, en drugega kontroliramo, to je vse. In mi, ki na to pristajamo, na Spaceu, na kontrole, smo tista elita, ki pristajamo na to. Veste se tega zavedati. Veste, v Jugi po Sloveniji, pa to smo imeli Kardelja, se je bil butast. Ampak samo upravljanje ni slaba ideja. Mi ga že imamo, samo da se tega ne zavedamo. Samo se uporabljamo ga na bedest način, samo za kontrolo samih sebe in drugih. Ne zavedamo se, da kontroliramo druge. Se boste začeli tega zavedati, to prvi korak, da boste lahko karkoli naprej naredili. Nehajte kontrolirati. Nehajte pa še paranoično, kaj se vse mislijo. In kontrolirati sosede. To je prvo. Nehajte Spacey. Imejte svoj prostor, svoje intime, svoje človečnosti in svoje odgovornosti. Ne Švicari so rekli, pa šefi so rekli po Spacey. To je to. Wow. Ne, ampak ima gospod popolnoma prav. Mogoče kot navezava na to, kar je bilo ravno kar rečeno in replika na kar je bilo prej rečeno, se ni, da smo negativistični, ne znamo tako lepo povedati stvari mogoče, nismo toliko stari, ona se razglasil za mlade, tako da. Ampak morda zaskrbljeni smo, ali pa jezni, zmešaš to dvoje skupaj in dobiš nek koktejl. Ne nujno molotov na začetku, počasi. Še kakšno vprašanje mora biti? Komentar? Hvala lepa. A bo kdo ki vprašal? Miho, da javiti, mislim, da... Ok, svega čas. Zdaj, vprašanje, oziroma navezava na pripombo, da v tistih brukih iz leta 45, ki jo še danes nismo skucali, je takšno plucanje sploh kadarkoli možno, glede na druge bruke, ki jih poznamo po svetu, ki se tudi vlečejo zelo dolgo že, recimo, danes sem nekaj bral, da še vedno na jugu Amerike še vedno živijo državljanske vojne, ali pa tvoja
zadeva, ne, šiiti in suniti tudi še vedno neko staro bitko 1500 let pogrivajo. In kdaj bo to nehati, kdaj bomo mi nehali, če je sploh možnost, da nehamo. To je ta največja scena, jaz se veliko ukvarjam z Bližnjim vzhodom, pa pač Palestina, Izrael, ta odnos. In recimo številni nemški prijatelji, sicer aktivisti, tudi anarhisti, so mi velikokrat rekli, ja, pa mi moramo podpirati Izrael, zaradi tega, ker smo naredili holokaust, ne, kot Nemci. Ljudje, ki nima nobene veze, generacijsko gledanost tam, ne. Kar pomeni pa v suštini je to, da enostavno podpirajo neko novo etnično čiščenje, zato da bi se opravičili za tisto, ki je bilo prej. In v tem pogledu, ne da se zgodovina ponavlja, nikoli se ne neha. Še kdo? Slednik je stav. Ne je problem, stac. Evo, izvalite, gospod, prosim. Jaz bi pa mogoče poskusil ponuditi, glede na to, da je bilo govora o tem, da smo tako brez izhodni, pa tak ni, mogoče pa ne. Sicer to je tudi bolj abstraktno reč, ampak spomnil sem se na esej Arthurja Clarka, nek futurološki članek, ki je bil z leta 1964. Mož je napisal, da 21. stoletje bo dirka med izobrazbo in katastrofo. Če stvar tako pomislimo, je mogoče zelo zanimiva. Na misel mi je napadla, ker sem zdaj pred časom bral intervju z Goranom Bregovičem v Mladini in so ga vprašali podobno vprašanje, kaj on misli o možnostih za razvoj odnosov v Sarajevo. In je odgovoril, kot na pamet mi pade nekaj takega kot izobrazba oziroma razgledanost. In mogoče je to nek tist del, na katerega lahko upamo, zdaj druga stvar je pa, kot smo rekli, če se rekel na začetku, del dirka, ali bo recimo razvoj razgledanosti v tej populaciji uspel kompenzirati hkrati norost nepoznavanja. Ja, ampak če se lahko odzovem na to, sicer imenitna misl in tudi sam mislim, da je v tem rešitev, ampak če, ne vem, samo skozi prizmo popularne kulture zadnjega časa pogledava, lahko ugotoviva, da je malo upanja za to. Ne? Zato je pa to dirka. Ja. Kar? Med znanostjo in... Ja, in ne vem, zarukanost je mogoče na veliki izrazove na to temo. Po talcih je kar nekaj lepih napisanih. Ja, ja. Se naj potuje mikrofon, to sem se naučil. Če imaš kdo... A je to? A nismo povedali vsega, kar imamo? Nima nobenega komentarja, več vprašanja. Mi dva z Miho, ki smo strastna kadilca, bo to sicer ceni. Je konc. Ja, mi dva malo se pričiče. Ampak tam je všeč, tam je dejansko všeč med, mislim, da rekel gospod, izobraževanjem in katastrofo, ne? Ampak recimo med znanostjo in katastrofo. Več, mi se moramo vprašati, kaj nam je vredno. In vredno nam je cash. Ne? Več casha moramo vlagati v znanje in razgledanost v katastrofo. Ujebote ne bova končala na črni misli, ni šanse. Ampak moraš priznati, kritizirala sistem, ne? Ampak naj jo je dvakrat nategnila. Mislim, no, enkrat smo se sama, jaz desus, to bo rdeča linija od te točke naprej celo noč. Ampak treba govoriti o tem. Seveda, da je treba pokasati. Treba je priti za malo. Dobro, ampak ti si vsaj katolik, jaz ne vem, pred kom se jaz sem. Katolik nisem. A nisi katolik? Ne. Nego? Verjameš v Boga? Verjamemo nek... Lahko ga poimenuješ, ja, tako ali drugače, ampak... Agnostik si. Ne, katolik absolutno ne. Sem ti rekel, da je ukinitev religije edina pot do Boga. Ampak to je religija v nekem širšem kontekstu. Ne, ker mi smo, bom rekel, naša, zdaj bom spet zabluzil, ampak naši svetonazori so v bistvu suma vseh religij, ne? In te ni treba, da se navezuje zgolj na Boga, ne? Ampak na vse vrednosti, ki so nam privzgojene ali pa propagandirane
prodane ali pa dane. In ne vem, zakaj omenjamo vedno Boga. Veš, smo pri Bogu ali pa resnici, nekaj, da je to največja vrednota. Kurac je, ne, Bogu namenjamo par minut tedensko, ne. Passatu namenjamo več, veš, mogoče je tudi problem. Ja. Imaš prav. Skozi cache je treba gledati. Dobro, ampak iz istega vidika tudi rečemo, sonce je zašlo. Ni, sonce je vedno tam, kjer je, zemlja gre okrog. Mi ves čas uporabljamo stare, predantične, predzgodovinske, če hočeš, stvari v vsakdanjem jeziku. Ne. To je nekaj, kar je v DNK strukturi človeštva. Ampak pa še zemlja ravna. A veš, da imaš folk, ki ne, to verjame, to je nek trend. Ne, imaš folk, ki to verjame. Dajde, Erik Pametnjakovič, daj ti meni zdaj dokaž, da je zemlja okrogla. Da je zemlja okrogla. Ne, govoriva o konstrukciji naše realnosti, ne, kdo in na kak način konstruira to, na kak način si mi predstavljamo, da stvari so urejene. A premoreš dovolj, bom rekel, znanja, astrofizikalnega znanja, matematičnega, tako da mi dokaž mi, da je zemlja okrogla. Ne bo ti všeč odgovor, ampak meni je popolnoma vseeno, če je ravna, če je to neka kocka, če je to oblak, kakorkoli. Meni je popolnoma vseeno za to. Izvem, da je oblak, ampak ne on tega dokazoval, ko sem prezaseden z ukarjanjem, kaj se dogaja na tej ravni. To pomeni, da imaš do neke ključne ideje za našo eksistenco, popolnoma dogmatičen odnos. Tako, kaj ima mogoče slehernik do neke druge. What the fuck, kaj pa če zemlja ni okrogla, ne? Kaj pa če je to prav počelo vse laži, v kateri ja, pa se te lahko dokažem, prepotoval sem svet, pa nisem padel dol z ploska. Nisi padel z ploska, ja, pa ladja se, ne, tako jambor potone. Ne. Sem prišel na drugi konc, pa so bili tam isti ljudje, ki sem jih videl prej. Ok, ne se dejansko zna biti, da je zemlja res okrogla. O tem ti govorim, ne, enkrat sem me oddajal o tem, dajte mi dokazati, da je zemlja okrogla, pa zakaj ni ravna. Je slabo nam je šlo. S tem sem želel upozoriti na to, kako dogmatičen odnos imamo do nekih predstav, v katerih živimo in se jih oklepamo in mislimo, da se jih sploh ne da spremeniti. Ne, marsikaj se da spremeniti, ne. Samo sprašovati se je treba, ne. Ampak kako se boš sprašoval, če je pizda gorski zdravnik obdevel? Ampak veš kaj me, ne? A veš, da so zdaj tučke nadaljevanke najbolj popularne? Da. Mislim, obiščem babico vsake toliko. Babica zna špansko, ker je gledala 12 let španska za tučke. In da pride v maju ta nek börek, glavna faca. Glavc neki. Ja. In kje so Branko, Vinko in Janez? Poslali bojo nekoga iz Podmladka po autogram, kaj misliš? Ne bojo šli oni isto čas. Ne, a veš, tukaj se ne zdrav, imaš najbolj zicer fora, da bi lahko obtožili Slovenijo najbolj perfidne islamizacije, ampak so bili tihne. Ker njihova volilna baza obožuje doktorja Böra. Toliko naših predstav. Zaključne besede, ne? Ko smo se sprehajali, ko smo prišla pešti tukaj, ne, sem rekel, lej, jaz ti ne bi nekega hvalospeva tukaj pred ljudmi, si vejo, zakaj so prišli, ne? Pev tukaj pred njimi, ne? In je rekel, da je ne to početi, ker absolutno in enostavno ne maram tega. In ker so vsi karakterno, vsaj tle, ali pa tudi tukaj podobna, sem to razumel in spoštoval. Ampak eden od razlogov, mislim, malo sem pa vseeno računal na to, da bom ene stvari povedal preden začneva debato, da predstavim gosta ne iz protokolarne obzirnosti, ampak kot neka obrazložitev, zakaj sem določenega gosta ali gostjo povabil. Ne, vedno sem to rekel, pa pa zdaj na koncu. Ne. In hvala ti, ker si mi res to olajšen, sem čakal to. Ne. Zaradi te širine, ki jo Miha Šalikar ima, ker lahko rečemo, da je priljubljen, ne zvezda, to ne maraš, sem slišal prej. Ampak sem pa zadnjič prišel v gledalo samim sabo in sem pravzaprav ugotovil, kdo sem ne v resnici. Ne, to te bom... Poklicni frajer.
Kdo je napisal plakat od Mladinskega gledališča Poklicni nebulotik? To sem pa jaz napisal. To ste napisal? Svakati čast. Ni mi bilo jasno. Imam fetiš do tega, da ugotavljam, kaj poklicnega sem. Prijem iz Berlina se sprihajam mimo tekle plakatov, da vidim, če sva nejavljena, pa kateri dan, ki sem malo pozabil, Poklicni nebulotik ni mu šlo v lavo. Nove poklicne fraje. Da bo to dorekla na cigaretu, da dam te zaključne besede, ker ne sem, da moram imeti med cigaret, moram imeti tudi lula. Ne vem, katero prioriteto bomo izbrali, ampak da, malo se šalim. Hočem pa reči, da vse to, kar ste slišali, predvsem to na koncu, je pač razlog, zakaj se da splača spremljati. In to je res ta širina in sposobnost nagovarjanja številnih tem širokemu pač občestvu, pri čemer te niti najmanj obtožujem populizma, temveč ti priznavam to sposobnost, da v ljudeh, ki jih najdeš v vsakem družbenem okolju, to je ta širina, ali pa v vsaki generaciji, v vsaki družbeni skupini, od katerih nihče, nobena ni pametnejša od druge, boš najdel ljudi, ki čutimo ta držljaj, ta čut, to potrebo po temu, da bi razmišljali drugače. Bili soočeni z nekimi pomisleki, dvomi, če hočeš, pa tudi da negativizmom v končni fazi, lahko, zakaj ne, in nekako preizpraševali in dvomili in pravilno, konstruktivno na koncu dneva vendarle razmišljali o nekih stvareh. Z nami si bil že dolgo časa, si bil danes z nami in bodi še naprej. Miha Šala. Zelo nerodno. Največja hvala, gremo na cigaret, lahko se nama, če to želi pridružiti čim preko. Zdaj neformalno druženje, da, če imaš kdo karkoli, kar ni hotela, ni hotel vprašati javno, karkoli smo tu, neformalno druženje, se razumeti.